En lep dober večer vsem skupaj in dobrodošli na današnjem webinarju. Danes bo proti drobnogledom moško zdravje. Mislim, da smo nekje, bom rekla, 80-20 v razmerju prisotni, se pravi, bomo ženske bolj pridno zastopale pa predale seveda našim moškim vse te koristne informacije. Danes nam jih bo predala naša strokovna sodelavka Monika Lepener. Z njo so se že mičkam prej pohecale, kako zanimivo je, ko recimo na Google tipkaš moške težave, oziroma zdravstvene težave, moški, ne vem, te neke ključne besede. In seveda, kaj mislite, da pride med prve zadetke, ne? Predvsem težave z prostato. Seveda, to je verjetno vsak pomislil na to. Ampak moško zdravje je mnogo širše kot to in jaz sem vesela, da se bomo danes sprehodili v bistvu od tistih malo mlajših moških, pa vse do nekoliko bolj zrelih in bomo tudi videli, katero so tiste pogoste težave, ki se pojavljajo, kako si lahko seveda pri njih tudi pomagamo. Da ne bom predolga, beseda je tvoja, Monika, tako da kar izvoli pa se vklopi in ti predajam žezlo. Hvala lepa. Dober večer. Vesela sem, da smo ponovno skupaj in tako kot je že Maja povedala, danes nas čaka ena zelo zanimiva in tudi zelo pomembna tema, namreč moško zdravje. Naši ljubi moški so vedno pravi junaki in tudi korenjaki in mnogokrat le s težavo priznajo, da jim kaj manjka ali pa da potrebujejo pomoč. Večinoma le zamahnejo z roko in ponosno povedo, da so v odlični kondiciji, kar je vse lepo in prav, dokler je temu res tako. Ampak prav zaradi takšnega odnosa in včasih tudi tiščanja glave v pesek, se pogosto zgodi, da se znajdejo pred resnim zdravstvenim izzivom, ki bi bil veliko manjši ali ga pa sploh ne bi imeli, če bi ukrepali pravočasno. Seveda pri počutju naših močnejših polovic tudi ženske igramo precejšno vlogo. Prav me smo tiste, ki jih lahko spodbudimo, da se pravočasno odločijo za spremembe. Najprej sicer v življenjskem slogu, kamor zagotovo spada zdrava prehrana, torej raznolika, sezonska, če se le da lokalna, vsak dan sveže pripravljena, potem upoštevanje higiene spanja, kar pomeni, da odhajamo v posteljo, to ne velja samo za moške, ampak tudi za nas, da odhajamo v posteljo vsak dan ob istem času, da je prostor za počitek temen, tih, dovolj zračen, da je primerno ležišče in seveda, da je čas trajanja počitka dovolj dolg. K dobremu življenjskemu slogu spada tudi to, da se dovolj gibamo na svežem zraku, pa da imamo čim manj stresa v življenju, kar je seveda veliko lažje reči, kakor izvesti. Nikakor ne smemo pozabiti na popito tekočino, najboljše seveda vode, in ne nazadnje tudi na primerno kombinacijo prehranskih dopolnil. Ta poskrbijo za vitaminsko in mineralno ravnovesje v telesu in posledično za dobro počutje. Res je, da se moški težje in kasneje odločijo za ta korak sprememb. Ko pa enkrat se odločijo in ugotovijo dobrobit, so zelo zvesti uporabniki. In ko smo že pri vlogi žensk v življenju naših junakov, kot mame, lahko poskrbimo za naše male sončke. V najzgodnejšem obdobju jim lahko ponudimo priste vzdevji, v katerem so ujeti vitamini v tekoči obliki. Vsakodnevno jim ponudimo eno merico in po izkušnjah otročki tole zelo radi popijejo. Za junake, malo večje, ki imajo radi bombončke, imamo na voljo levčke z vitaminom C in D. Odmerek se sicer spreminja glede na starost otroka in njegove potrebe in se giblje nekje med 2 in 6 bombončkov dnevno. Če podporo občasno dopolnimo še z mlečno-kislinskimi bakterijami, ki bodo pomagale krepiti imunski sistem, pa ima otrok res vse, kar potrebuje,
da zraste v zdravega pubertetnika. V času pospešene rasti adolescence lahko mladeniče podpremo s full spektrum formulo. Tukaj bomo našli vse od vitaminov do mineralov v takšnem razmerju, kot jih mlado telo potrebuje. Mladostniki lahko uživajo do 2 tabletki dnevno, za boljši razvoj, za podporo pa poskrbimo tudi z omega-3 koncentrat. Ponudimo jim lahko 2 perli dnevno, če se mladenič ukvarja s športom, pa bo za boljše počutje poskrbel tudi Power Mins. Tukaj je poudarek predvsem na mineralih in ti v bistvu pomagajo preprečevati krče po napornih treningih. Kot vse v življenju, tudi brezskrbna najstniška leta zelo hitro minejo in kar naenkrat stoji pred nami mlad gospod na pragu najbolj aktivnega dela svojega življenja. Vsak dan ga čakajo delovne obveznosti, morda treningi, skrb za malčke in druženje s prijatelji. In še kaj bi se zagotovo našlo. S tem pa se tudi potrebe po vitaminih in mineralih zelo povečajo. Za mlade gospode bo z veliko dozo vitaminov in mineralov poskrbel Super Mega 50. Ta je zelo bogat vir tudi vitaminov skupine B, ki se ob povečanem stresu, ki ga to življenjsko obdobje prinaša kar precej, tudi zelo hitro porablja. Ravno zaradi stresa je zelo priporočljivo redno uživanje rodiolina. Rodiola, poznamo, je adaptogena rastlina, ki v prvi vrsti poskrbi, da stresni hormoni ostajajo v dovoljenem območju in tako ne povzročajo dodatne škode v telesu. Za dobro delovanje encimskega sistema in tudi za usklajeno igro vseh reakcij v telesu na nivoju celice pa bo poskrbel koencim Q10 z velikim odmerkom antioksidantov. Za antioksidante je znano, da ščitijo celice pred poškodbami s prostimi radikali in tako ohranjajo njihovo mladost. In dokler smo mi mladi na nivoju celice, smo mladi čez celotno telo. Preventivne namene je priporočen dnevni odmerek 1 kapsule mega koencima Q10, najbolje zjutraj, saj največ energije potrebujemo ravno čez dan. Če bomo pa uživali 2-krat po 1 kapsulo koencima, lahko s tem tudi učinkovito znižamo krvni tlak. Koencim Q10 je sicer topen v maščobi, zato je priporočljivo, da se ga uživa ob hrani, ki vsebuje vsaj nekaj maščobe. Medtem ko gospodje spremljajo odraščanje svojih otrok, pogosto niti ne opazijo srebrnine, ki se počasi nabira v njihovih laseh. No, vsaj do takrat ne, ko jih na EMŠO opozori škripanje v kolenih. Ob tem opazijo tudi težave s pobeglimi informacijami. Z izzivi spominom se boste uspešno spopadali, če boste redno uživali ginko. Ta bo poskrbel za dobro oskrbljenost vseh tkiv v telesu, torej bo poskrbel za oskrbljenost s krvjo, ki s sabo prinaša dobre hranilne snovi, hkrati pa odnaša tudi odpadne, ki jih telo mora izločiti. Priporočen dnevni odmerek ginka v preventivne namene sta 2 tabletki dnevno. Glede na potrebe, na starost, na izzive, s katerimi se gospod srečuje, pa se lahko odmerek tudi poviša. Za vitalnost celotnega telesa seveda potrebujemo dovolj vitaminov in mineralov. Če jih s hrano ne uspemo vnašati, kar se v bistvu zelo pogosto zgodi, je odličen nadomestek Senior formula, ki je ustvarjena prav z mislijo na starejše mladeniče. 3-krat na dan po 1 tabletka je priporočen odmerek. Za vitalnost na moškem področju, ki z leti lahko malo zbledi, pa bo pomagal Vitalmen. Priporočen dnevni vnos je 1 tableta dnevno. Kot je že Maja povedala, zelo zanimivo je, ko sem iskala informacije za to predavanje,
In ko v iskalniku vtipkaš zdravje moškega, se večina zadetkov fokusira na geografsko področje mednožja. A zdravje in dobro počutje pri moškem je veliko več kot le to. Izzivi, s katerimi se soočajo moški, so veliko bolj obširni in vezani na različna področja. V prvi vrsti pa so moški zelo ogroženi zaradi bolezni srca in ožilja. Do teh privedejo različni dejavniki, pa se najprej ustavimo pri povišanem krvnem tlaku. Zaradi vedno bolj togih krvnih žil se tlak z leti nekoliko dvigne. Prvi znaki so lahko slabost, vrtoglavica, slabo počutje in niti pomislimo ne, da je kriv povišan krvni tlak. Krvni tlak zelo uspešno dviguje stres, ki ga vsakodnevno doživljamo, pa tudi tekmovalnost, ki je v moških vrstah bolj zaznana kot pri nežnejšem spolu. Nekako se vse bolj uveljavlja mišljenje, da je človek star toliko, kolikor je staro njegovo ožilje. Zato skrb za ožilje nikakor ni odveč in najučinkoviteje bomo znam poskrbeli z omega-3. Za omega-3 maščobne kisline v bistvu že ptički čivkajo, da zelo blagodejno delujejo na delovanje srca in ožilja. Raziskave kažejo, da ob rednem uživanju primernih odmerkih omega-3 znižuje krvni tlak, zmanjšuje tudi trigliceride v krvi, upočasnjuje nastanek plakov v arterijah in zmanjšuje pojavnost kapi. Omega-3 tudi umirjajo vnetne procese v telesu in ohranjajo žile mladostne, torej prožne. Nordic Pure je zagotovo eno tistih prehranskih dopolnil, ki je priporočeno prav vsakemu. Priporočen vnos je 5 ml dnevno. Poleg omega-3 poznamo zelo blagodejen učinek tudi kalcija in magnezija na krvni tlak. Raziskave so pokazale, da pomanjkanje kalcija in magnezija v telesu predstavlja veliko tveganje ne samo za krče v mišicah, ampak tudi za tveganje za zvišanje krvnega tlaka. Kalcij igra pomembno vlogo pri vzdrževanju telesne teže in posledično tudi vpliva na nabiranje telesne maščobe. Magnezij pa sprošča stene krvnih žil in tako neposredno vpliva na krvni tlak. Vitamin D in K, ki sta prav tako pridružena tej kombinaciji v kalciju magnezijum plus, pomagata k boljši absorpciji kalcija. Priporočen dnevni vnos je enkrat na dan po 1 tableta. Potem pa je tukaj še česen. V ljudski medicini česen že stoletja uporabljajo za uravnavanje krvnega tlaka. Večina ljudi sicer pozna njegovo učinkovitost v boju proti hipertenziji, le malo pa jih ve, da je učinkovit tudi pri nizkih vrednostih. Odlično se odnese tudi kot pomočnik pri uravnavanju krvnega sladkorja, o čemer bom govorila kasneje. V izdelku Garlic Max je v izvlečku česna dodan še izvleček listov peteršilja. Ta nevtralizira značilen česnov vonj in ima blag diuretični učinek. Na ta način seveda pomaga ohranjati optimalni krvni tlak. Priporočen dnevni vnos je 2-krat na dan po 2 perli. Lahko jih uživamo ob hrani in s tem tudi preprečimo spahovanje. Med tihe ubijalce zagotovo spada tudi povišan krvni sladkor in temu so moški bolj podvrženi kakor ženske. Za urejen nivo krvnega sladkorja seveda najprej poskrbimo z zdravim življenjskim slogom, včasih pa vendarle potrebuje gospod tudi pomoč. Že prej sem govorila o česnu. Poleg uravnavanja krvnega tlaka poskrbi tudi za urejanje krvnega sladkorja. Če ga uživamo le v ta namen, je dovolj 1 perla dnevno. Učinkovito nam pomoč pri uravnavanju krvnega sladkorja ponudi tudi nopalin z vlakninami iz kaktusa nopal, ki poskrbi, da krvni sladkor ne skače, torej s tem tudi preprečuje to volčjo lakoto. Uživamo ga pred vsakim obrokom,
po 2 tableti, torej 3x po 2, predvsem pred glavnimi obroki, seveda z večjo količino vode, da se ta vlakna napijejo. Priporočeno je, da ga uživamo vsaj pol ure pred obrokom, zato da imajo ta vlakna čas se nabrekniti in da potem lahko opravijo svojo nalogo. S tem, ko v bistvu napolnijo želodec in črevesje, tudi malo omilijo občutek lakote, s tem preprečijo, da bi pojedli preveč in s tem seveda tudi skok in padec krvnega sladkorja. Vsak dan pa je priporočeno tudi redno uživanje pripravka Chromium Max. Raziskave so namreč pokazale, da pomanjkanje kroma v telesu dviguje krvni sladkor, kar dolgoročno zagotovo škodljivo vpliva na naše telo. Lahko pride do okvare ledvic ali oči, sladkorni bolniki pa so tudi veliko bolj podvrženi raznim infekcijam in slabšemu celjenju ran. Priporočen odmerek za uživanje kromiuma je 1 do 2 tableti dnevno. In še tretji tihi ubijalec so povišani trigliceridi in holesterol v krvi. Nekako tega ne občutimo, dokler ne privedejo do resnih zapletov. Pri zniževanju slabega holesterola je zelo učinkovit pripravek Holeston. Najprej ga uživamo v obliki kure, torej eno pakiranje uživamo 3x po 1 tabletko dnevno, za boljšo učinkovitost in hitrejše rezultate pa mu dodamo še Liver Aid. Zopet si privoščimo 1 škatlico in ga uživamo 2x po 2 tabletki dnevno. Z Liver Aidom bomo zelo učinkovito podprli delovanje jeter, namreč presnova maščob se dogaja ravno v jetrih. In če ta ne delujejo, če so zapacana, slabše delujoča, se lahko hitro znajdemo pred veliko težavo. Mi lahko žile čistimo, kakorkoli hočemo, če se maščobe potem skozi jetra ne morejo presnavljati in po tej poti zapuščati telesa, imamo veliko težavo. Ko zaključimo s kuro, pa lahko s Holestonom po potrebi nadaljujemo, a le z 1 tableto 2x na dan. Prav je, da se dotaknemo tudi področja, o katerem moški zelo neradi govorijo, a je zelo pogost razlog za motnje spanja, za slabšo samopodobo, slabo počutje na splošno, pa tudi depresije. Govora je seveda o prostati. Njeno funkcijo bolj ali manj dobro poznamo, gospodje pa vedo, kakšne nevšečnosti lahko prinese, če je povečana. Da bo prostata še dolgo in brezhibno opravljala svoje naloge, jo lahko podprete z rednim uživanjem selena in pripravka Pro-STP. Namreč, ravno če je selena premalo, se posledično lahko prostata poveča in povzroča nevšečnosti. Priporočen odmerek selena je 1 tabletka dnevno, Pro-STP pa se uživa 1 zjutraj in 1 zvečer. V zrelih letih se soočamo tudi s težavami v mišično-skeletnem sistemu. Pogosto spanje zmotijo mišični krči, kar nedoumno kaže ne samo na pomanjkanje magnezija, ampak na pomanjkanje več mineralov v telesu. Za lajšanje tovrstnih tegob si lahko zelo učinkovito pomagajo s Power Minsi. Po potrebi se uživa 1 tableta vsak večer. In potem smo tukaj še pri skeletnem sistemu, naletimo na osteoporozo. Ta je sicer nekako bolj znana kot tegoba pri ženskah, a tudi moške zelo rada obišče. Sicer v poznejših letih, ker za to poskrbi testosteron, pa vendarle. Za trdne in čvrste kosti bodo gospodje poskrbeli z rednim uživanjem pripravka Strong Bones. V preventivne namene je priporočeno uživanje 1 tabletka na dan. Kadar pa je osteoporoza že diagnosticirana, se lahko uživanje dvigne. Za boljšo absorpcijo pa je zelo priporočljivo dodati še kapljice vitamina D, tam do 10 kapljic vsak dan ob kosilu. Poleg tega
Da bo vitamin D poskrbel za odlično absorpcijo kalcija, pa vemo, da je zelo učinkovit tudi v boju proti depresiji, s katero se starejši zelo pogosto soočajo. Pa je sami niti oni, niti okolica ne prepozna in posledično se tudi potem takšno stanje ne zdravi. In za konec še ena tema, o kateri prav tako nihče rad ne govori, pa vendarle nam otežuje vsak dan. Z leti počasi upada uspešnost telesa pri izločanju encimov, tudi prebavnih. Tako se hrana počasneje in manj učinkovito prebavlja, pa tudi peristaltika se upočasni. Kadar je izziv le v počasnejšem prehajanju hrane skozi črevesje, si lahko zelo učinkovito pomagamo s pripravkom Easy Time. Uživamo ga zvečer z večjo količino vode. Preko noči bodo vlaknine in popita tekočina blato omehčale in olajšanje zjutraj bo veliko in ne boleče. Za začetek priporočam uživanje ene tabletke zvečer. Po možnosti naj bo to tisti dan, ko imate naslednje jutro možnost, da se posvetite posledicam. Če ena tabletka ne bo dovolj, lahko vajo ponovite naslednji večer, še z eno tabletko ali pa morda z dvema. Hrana velikokrat tudi obleži v želodcu in se zaradi oslabele zgornje želodčne zapiralke vrača v požiralnik. Tudi to je simptom zrelega obdobja. Kar daje pekoč občutek za prsnico, lahko se pojavi izguba glasu, pa tudi napihnenost in slabše splošno počutje. Če želimo, da hrana kar se da hitro zapusti želodec, jo moramo najprej dobro prežvečiti. Lahko pa ji pomagamo tudi z rednim uživanjem prebavnih encimov med ali takoj po obroku. Seveda govorim o večjih obrokih. Če pekoč občutek še kar traja oziroma se pojavi ob vsakem pripogibu trupa oziroma ob ležanju, si lahko zelo učinkovito pomagamo z uživanjem tekočega klorofila, približno 5 ml ga zamešamo v deciliter vode in popijemo 3 ure po obroku. Tekoči klorofil bo uspešno nevtraliziral želodčno kislino in odpravil tisti neprijeten pekoč občutek. Poskrbel pa bo tudi za prijeten zadah, ki bo zagotovo pripomogel pri osvajanju vaše srčne kraljice. Dragi moški, v prvi vrsti vam želim, da ostanete v odlični formi in zdravi. Če se vam vendarle pripeti, da se znajdete pred kakšnim izzivom, pa le poslušajte svojo drago in poiščite pomoč. Za začetek lahko vsak ponedeljek dopoldan ali pa ob četrtek popoldan pokličete na Kalivitino brezplačno svetovalno linijo. Tukaj dobite nasvete o izbiri ali kombinaciji prehranskih dopolnil, pogovorimo pa se tudi o odmerkih, ki so vedno določeni glede na potrebe posameznika. Lahko pa se tudi naročite na brezplačno merjenje vitaminov in mineralov in s tem hitro in neboleče ugotovite, kaj potrebujete. Jaz sem vseh teh letih ugotovila, da moški morda dalj časa potrebujejo, da se odločijo za spremembe ali poiščejo pomoč. Ako se enkrat odločijo in začnejo uživati prehranska dopolnila, so veliko bolj vztrajni in tako odličen zgled. Seveda so tudi rezultati kmalu dobro vidni, počutje pa vedno boljše. Dragi moji, zablestite s Kalivito in blestite še naprej.